Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Od prisege vlade je minilo že 98 dni, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Ravno v času, ko Luka Dončić dominira na Eurobasketu, včeraj nad Nemčijo, danes pa še nad Francijo, je na drugi strani luže odjeknila novica, da Luka preko odvetnikov, zanimivo, najel je isto odvetniško pisarno kot hollywoodski zvezdnik Johnny Depp, od svoje mame Mirjam Poterbin zahteva nazaj pravice za trženje lastne blagovne znamke. Kot piše Mark Stein, izjemno dobro obveščeni NBA insider in ameriški novinar, Luka naj ne bi bil zadovoljen s tem, kako se njegovo ime oziroma blagovna znamka uporablja. Pomislite, nosiš košarkarsko Slovenijo na svojih čvrstih ramenih, hkrati pa se moraš še po sodišču tožariti z lastno materjo. Neugodno. Kako se ob tem, potem ko je bil pri Luki vrsto let na stranskem tiru, počuti njegov oče Saša, pa ni potrebno ugibati. Sedaj pa se lotimo tretje oddaje legendarne 6. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali Golob odstrelil Kosa, kaj je pravi razlog odstopa Marte Kos. Citiramo: ponosna sem, da sem predstavnica tistih naprednih sil, ki so po 2 težkih letih nazadnjaštva vrnile ljudem dostojanstvo in zaupanje v prihodnost, je ob napovedi kandidature dejala Marta Kos in po samo 2 mesecih ta iste sile pustila na cedilu. Kaj se v resnici dogaja in kaj odstop od kandidature Marte Kos pomeni za predsedniške volitve, bomo vprašali naša stalna komentatorja. Tina Mamića in Darka Mršiča. Tino, Darko, dobrodošla. Pozdravljeni. Živijo. Darko, preden začnemo z današnjo temo, najprej čestitke tebi. Vemo, da si vročekrvn oziroma zvest navijač Dinama Zagreba. Dinamo je včeraj zmagal prvo tekmo Lige prvakov, Chelsea 1-0 v Zagrebu in Chelsea so odpustili trenerja, tako da čestitke. Hvala lepa, hvala. Tino, ko bo Hajduku uspel kaj podobnega, pa čestitam tudi. Faktorja takrat ne bo več. Ok, zdaj pojmo na predsedniške volitve. Navajeni smo že, da pač predsedniške volitve, ko bi rekel, ponavadi ne zbujajo toliko močnih emocij, kot pa recimo parlamentarne volitve, ampak vendarle ne vem pa, če smo že do zdaj bili navajeni, da kandidatka največje vladne stranke, ki je par mesecev nazaj prepričljivo dobila parlamentarne volitve, 28. junija napove kandidaturo, potem pa 28. avgusta sporoči, da se od kandidature umika. Praktično preden se je prava uradna kampanja za predsedniške volitve sploh začela. Kako bi vidva ocenila to njeno potezo v bistvu na lestvici nekih političnih blefov ali pa fopajev, koliko se vama zdi, da je to neka stvar, pač, ki je za oceniti zelo negativno, ali bi enostavno zamahnila z roko? No, jaz mislim, da je Marta Kos definitivno poraženka poletja, ne politična poraženka poletja. Je pa zanimivo, da recimo, če zdaj vrtimo ta časovni stroj nazaj in se spomnimo prvega dne, ko je napovedala svojo kandidaturo, se zdi ta odstop od kandidature zelo logičen. Spomnite se, kako je tisti dan Robert Golob, predsednik vlade, dejal, da Milan Kučan strelja kozle. Ja. In kako je potem Marta Kos zabodeno pogledala. In tega posnetka sicer se ni dalo videti na državni televiziji, ampak vendarle na spletu smo si ga vsi ogledali. In to je bil dejansko, v bistvu s tem je Golob se poskusil postaviti nasproti oziroma je skušal parirati globoki državi oziroma Milanu Kučanu. In dejansko je Milan Kučan takrat pokazal oziroma v teh 3 mesecih pokazal, kdo je najmočnejši v državi. Se je dejansko tudi, lahko rečemo, razkril svojo moč, ker se je videlo, da je tistega večera oziroma tisto popoldne kozla ustrelil Golob, ne pa Kučan. Kučan ne strelja kozlov.
Ja, Darko, ti si dal kar nekaj kampanj za volitve skozi, na katerih si sam kandidiral, na nekaterih si sodeloval. Kako ti komentiraš to potezo Marte Kos, ko se podaš v politično bitko z vso podporo največje vladajoče stranke, medijev in tako naprej, da ne naštevamo, potem pa še preden se stvar v resnici prav začne, vržeš puško v koruzo? Ja, mislim, da je ona svojo politično kariero sigurno zaključila. Ob vsej taki široki podpori in vsemu, kakor je kazal, jaz verjamem, da bi, če bi bil nek interes v ozadju, da bi verjetno tudi lahko prehitela Natašo Pirc Musar, da se je odločila potem umakniti svojo kandidaturo. Mislim, da je to ena od najhujših potez, kar jih lahko stori nekdo, ki prevzame to odgovornost, ki svoje ime izpostavi na listi ali kot kandidat. In z tega stališča jaz mislim, da moraš iti do konca, ne glede na rezultat. Mislim, to je tudi kot v športu, ko smo enkrat na igrišču, odigramo do konca vseh 90 minut, kljub rezultatu ali pa kljub nekem trendu, ki ga kaže, ki nakazuje končni rezultat, je neka odlika fair playa in neke osebnosti, to, da dokončaš neko bitko, neko tekmovanje, v tem primeru volitve. Zdaj, kar se tiče same Marte Kos, je pa to tudi en velik poraz za samo gibanje Svoboda. Jaz mislim, da so oni mogoče tukaj že analizirali neke pretekle izlete, recimo tistega Maja Makovec Brenčič s SMC-jem, ampak kljub temu sem mnenja, da bi vseeno ob taki široki podpori javnosti, medijev in nekih struktur, ki stojijo zdaj za to največjo vladno stranko, da bi vseeno lahko Marto Kos do konca zbildali. Zakaj se je pa to zgodilo, pa žal jaz težko ugibam. Ja, zdaj Tino, imamo izkušnje recimo tudi iz predsedniških volitev, kjer so kandidati v začetni fazi določeni že veliko zaostajali, pa so potem prišli do zmage. Spomnimo se recimo prva predsedniška kandidatura Boruta Pahorja je po anketah izjemno zaostajal v prvem krogu za Danilom Tirkom, takratnim predsednikom, potem je že v prvem krogu zmagal in potem v drugem krogu prepričljivo dobil. Nenazadnje tudi sam Danilo Tirk je na predsedniških volitvah, kjer je bil kasneje izvoljen, tudi veliko zaostajal še potem po prvem krogu za Lojzetom Peterletom, pa je potem vseeno dobil. Zakaj ti misliš, da so pri gibanju Svoboda ali pa Marta Kos, zdaj lahko ugibamo, kdo se je to odločil, mogoče celo skupaj, so tako hitro vrgli puško v koruzo? Ker še enkrat ponavljam, 28. junija so napovedali kandidaturo, 28. avgusta jo je preklicala, vmes so bile počitnice, poletje. Kaj se je v bistvu zgodilo tazga, da so se odločili za tak drastičen korak? No, jaz sicer mislim, da bi težko primerjali te skoke v predvolilni kampanji, če gledamo javnomnenjske ankete, ker javnomnenjske ankete so velikokrat, če rečemo, bildane oziroma se velikokrat krepijo na različne načine, pollegalne ali pa ilegalne. Zato, recimo, če pogledamo konkretno tisti primer Turk-Pahor in razmerje v prvem krogu in potem s kakšno veliko premočjo je Borut Pahor zmagal v drugem krogu, to kaže, da tiste prve ankete začetne dejansko niso bile, po mojem mnenju, niti približno realne. Kaj se je zgodilo pri Golobu in Kosovi, je težko reči, zato ker so se to oni sami odločili. Zdi se mi celo, da je to bila bolj poteza Marte Kos, ne toliko Roberta Goloba. In mogoče je Marta Kos s tem tudi ustregla temu levičarskemu bloku, da se umakne v prid ene kandidatke. Ker ko gledamo njene nastope, recimo, ko se je srečala s Kučanom, pa tudi njen odnos do Kučana že prej, se mi zdi, da je mogoče ona vrgla puško v koruzo že tisti isti večer, ko je Golob ustrelil kozla. Tako da jaz mislim, da je bila tukaj napačna konstelacija od tistega stavka naprej in da je bilo dejansko samo vprašanje časa, kdaj se bo to zgodilo. To je tudi bilo, mislim, da je Požar ugibal o tem, ali bo
Marta Kos odstopila. Tako da je z tega stališča se mi zdi, da je precej logično, da se na ta način podpre enega kandidata Levice. Ampak kaj vi pol menite, ne? Če ti praviš, Tino, pač ankete niso realen pokazatelj stanja. Na podlagi česa so potem oni ocenili, da ona nima možnosti za zmago, ne? Ker to naj bi bil ključni razlog, češ ne bom kandidirala, ker ne morem zmagati. Zdaj, če ankete niso pravo merilo, kaj bi bilo pol lahko tisto, da je bila ona tako prepričana, da ne more zmagati, da je laj šla ven iz tekme v tej tako zgodnji fazi. Če lahko jaz mislim tukaj vskočim, jaz mislim, da kot je že kolega Tino ugotavljal, ankete so ponavadi poskus kreiranja mnenja. Od kje so dobili nek signal, da mogoče zadeva ne bo šla skozi, oziroma da verjetno ne bo šla skozi, je pa prišel iz tistih krogov, ki poskušajo prek teh anket ustvarjati ta mnenja in tistih, ki bi morali zagotoviti to podporo, da se ji zmaga skoraj zagotovi. Potem je samo še odvisno od volivcev, ki jih mora ta neka ozadja, ki jih morajo prepričati. Tako kot so, meni je fascinantno bilo, da nekega tretjerazrednega župana naredili predsedniškega kandidata, ki je prišel na 2% do Boruta Pahorja. In mislim, da bi lahko, kot sem že prej rekel, to naredili tudi z Marte Kos, ki je precej bolj retorično sposobna v nastopu, z širšo podporo v ozadju, ampak očitno so prišli signali z te strani, da se mora umakniti oziroma da bo kandidatka z tega pola Nataša Pirc Musar. Ja. Mogoče je tu še en moment, in sicer, da je Marta Kos je izjemno delovnen človek, delovna, borka, izjemno sposobna, inteligentna. Tega pa za mnoge v sedanji koaliciji in posebej v stranki Svoboda ne moremo reči. Zato dejansko, ko smo se pogovarjali, ko je Golob nastopil s svojimi izjavami, ki so bile komične in smešne in kot da bi jih ne vem odkot povlekel ven, smo dejansko se spraševali glasno, ali bo mogoče Goloba zamenjala Marta Kos že jeseni, če bo take kvasil še naprej. Ampak zdaj ga bo še lažje, mogoče. Ampak naj gledalke in gledalci o tem razmišljajo. Predlagam, da si zdaj vzamemo krajši premor. Ne namojiti, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, zakaj je Marta Kos nalogi ni bila kos. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno Tino Mamić in Darko Mršič. Pogovarjamo pa se o tem, zakaj je Golob odstrelil Kosa oziroma kaj se skriva za odstopom od predsedniške kandidature Marte Kos. Tino, Darko, pred nadaljujemo našo debato, predlagam, da si pogledamo en krajši video, kaj se je govorilo dobro 2 meseca nazaj, ko je Marta Kos napovedala kandidaturo. Spoštovane državljanke in državljani, vsi prebivalci in prebivalke Slovenije, rada bi bila vaša predsednica. Škoda, da jih je izrekel predsednik, bivši predsednik države, ki je ravno tako bil predsednik Zveze komunistov, preden je kandidiral. Meni je to škoda, ker imam spoštovanje do gospoda Kučana, ampak mogoče pa včasih tudi on kakšnega kozla ustreli. Zdaj, Darko, Tino je rekel že v prvem delu oddaje, da Milan Kučan ne strela kozlov, ne? Ampak koga streljata Marta Kos pa Robert Golob, ne? Ker vseeno, eno je pač, ok, ti začneš kandidirati in potem rečeš, ne bom več kandidiral zaradi nekih osebnih razlogov, vse je v redu, ampak 2 meseca sta minila, se pravi, bilo je že rečeno, mislim, da si ti omenil, Marta Kos ni kar nekdo, ne? Je pač ženska, ki je nekaj že bila v življenju, ima neko kariero za sabo, ima tudi neko, ko bi rekel, prezenco, nek kredo osebni. In kaj se je zgodilo, da je pač 2 meseca nazaj še želela biti predsednica vseh Slovenk in Slovencev, zdaj pa ne želi biti več, ne? Ker ta argument, da je pač ugotovila, da ne more zmagati, se meni zdi za lase privlečen, ker, mislim, ne vidim, kaj bi bilo zdaj drugače, kot je bilo pa 28. junija, da bi ta ocena zdržala.
Ja, se pravim, kot sem že rekel, jaz mislim, da so tu pomembne odločitve nekaterih drugih ljudi, ki vlečejo niti iz ozadja. In mislim, da, kakor tudi vemo, sta Nataša Pirc-Musar in gospa Marta Kos skupaj sodelovali tudi v tistem projektu oziroma skupini Ona ve. In zanimivo je, no, da se že tam ni nekako formirala neka osebnost med njimi samimi, kdo bo, katera od njih bo potem, ko je šla tista tretja med njimi, Stojmenova Duh za ministrico, katera od njih bo potem nekako kandidatka za predsednico. To nekako pove, kakšna struktura ljudi se vrti v teh krogih političnih in predvsem, da ne moreš računati na neko kredibilnost, na neko spoštovanje dogovorov. To se prej ali slej pokaže tudi v vseh teh koalicijah, ki smo jih imeli serijsko z te leve sredine, kjer so ponavadi te derivati bivšega LDS-a, pa SD, Desus in tako naprej. Tako da jaz mislim, da je tu predvsem ta nelojalnost, nekolegialnost, netovarištvo, tisto tovarištvo, ki ga tako radi nekako povzdigujejo na nek piedestal svojih vrednot. In mislim, da je to glavno tu. Poleg tega verjetno je tu vsaka od njih oziroma vsak od teh še potencialnih kandidatov, ki se pojavljajo na tem spektru, vsak z nekim svojim interesnim združenjem v ozadju. Nihče, mislim, da tudi Ivo Vajgl ne gre na volitve zato, ker se je on kot Ivo Vajgl samostojno odločil, da bo predsednik, ampak da je tudi to nek push iz ozadja, zdaj katere skupine pa težko rečem. Ja, zdaj Tino, celotna vladna koalicija praktično zdaj nima predsedniškega kandidata. Ne samo največja vladna stranka Gibanje Svoboda, ki je prepričljivo dobila zadnje parlamentarne volitve, tudi Levica pa SD. Zanima me, ima pa recimo občina Moravče svojega kandidata oziroma kandidatko za predsednico države, dr. Nino Krajnik, partnerico župana Moravč, dr. Milana Balažica. Kaj recimo nam to pove, da največja vladna stranka ima kandidate, ko je treba neke funkcije zasesti, tam, kjer se tudi kakšen denar deli, ko pa je treba pač dati kandidata za v bistvu najvišjo politično funkcijo v državi, tisto, ki se edina voli na neposrednih volitvah, pa tega kandidata nima. Mislim, da vsi vemo v tej državi, da gre za instant stranko, narejeno posebej za te volitve in da večina ljudi tudi predvideva, da bo stranka, ko bo odigrala svojo vlogo, razpadla in da bo čez 4 leta spet nova zgodba z novo stranko. Zato ni dobro, da primerjamo Gibanje Svoboda z LDS. Po drugi strani pa moramo vedeti, da je tudi LDS, recimo spomnite se, ko je bila najmočnejša stranka, pa ni imela svojega kandidata oziroma je njen kandidat žalostno propadel na prvih 2 volitvah. Recimo so volivci LDS-a množično volili Milana Kučana, ne pa kandidatov, ki jih je LDS dala. Ljuba srca pač niso poznali, da bi bil kdo to v resnici je, da ni levičar. Ampak te primerjave niso najboljše in zato, ker je ta instant stranka, se potem vse tako dela. Nimaš nobene vizije, nobene strukture, ki bi morala trajati dolgo, ker se vsi tega zavedajo, da je to kratkotrajno in potem ni treba imeti. To ni kredibilna stranka, zato ni treba, da ima kredibilna stranka kandidata. Zdaj, za druge stranke vemo, da SD razmišlja o svojemu kandidatu. Zdaj, če se malo pošalimo, Nina Krajnik je mogoče tudi blizu njih, ker je zdaj precej spremenila retoriko in ker je Balažič iz SDP-ja oziroma iz te predhodnice SD-ja. No, ampak šalo na stran. Zdaj, Levica tudi razmišlja o svojemu kandidatu in pripričan sem, da tudi vsi drugi razmišljajo, koga bi dali. Če bi koga imeli, bi gotovo dali. Problem je, da nimajo. Zaradi te negativne selekcije, katerega sad je tudi Marta Kos, da je ta negativna selekcija prevladala, zaradi tega nimajo
kandidatov. Po drugi strani je pa tudi Marta Kos zdaj v zadnjem trenutku precej premešala karte, da so začeli razmišljati in so se pojavili tudi nova imena. Ko je ona ugotovila, da nima šans, so nekateri drugi ugotovili, da zdaj pa imajo šanso. Ja, izvoli, Darko. Meni je predvsem nekako, kot je že Tino ugotovil, to ni stranka z neko tradicijo, z neko kredibilnostjo. Zato me predvsem šokira dejstvo, da socialni demokrati na tokratnih volitvah niso izbrali svojega kandidata. Po drugi strani me mogoče celo to niti ne preseneča, glede na informacije znotraj stranke, kaj se je dogajalo okoli zbiranja kandidatov oziroma podpore drugim kandidatom. Tu je bilo predvsem glede na to neko strukturo strankarsko, kdo se je povzpel na neke više pozicije v stranki. Mi je zanimivo recimo, da po mojih informacijah, da je Dominika Švarc Pipan podpirala oziroma nekako navijala za to, da stranka SD da podporo Marti Kos. Po drugi strani je Mladi forum in še danes, po mojih informacijah, trdo navija za podporo Nataši Pirc Musar, tako da znotraj svoje stranke pa se ni nihče odločil oziroma so bili nekateri kandidati, ki pa jim nekako to vodstvo in te glavne figure niso dale podpore za kandidaturo. Preden gremo na to, kdo bo zdaj najbolj profitiral s to odločitvijo Marte Kos, me zanima še vajino mnenje. Recimo, eno so nove stranke novih obrazov, ampak potem je pa tu vse, upali smo do zdaj ali pa smo mislili, mogoče zmotno, da je neka razlika pa vizavi recimo socialnih demokratov. Ampak vidimo zdaj, njihova predsednica, voditeljica Tanja Fajon, najprej reče, mi bomo imeli svojega kandidata, potem čez nekaj časa reče, mi ne bomo imeli svojega kandidata, zdaj spet pravi, da bojo imeli svojega kandidata. Kaj nam to pove? Mislim, sej verjetno stranke pač niso to prve volitve, na katere grejo, se pravi, bi morali vedeti, kako zadeve tečejo in bi se morali do tega obnašati bolj resno. Ali je ta zbeganost, ta dezorientiranost zdaj že tako močna, da je enostavno vseeno, kaj danes rečeš, če jutri rečeš nekaj popolnoma nasprotnega, nič za to. Po moje tudi to, kot je Tino že prej omenil v drugem kontekstu, posledica negativne selekcije znotraj socialnih demokratov. In tu večina ljudi, ki je zdaj na nekih odločevalskih funkcijah, nima nekega backgrounda dolgoletnega v stranki. To so neke ad hoc kandidati, ki so prišli, ki so uspeli, ki so bili mogoče imenovani za sekretarje, ministre, v tem primeru Dominika Švarc Pipan, in ki imajo zdaj vajeti, ki na koncu tudi Tanja nima od tistega kandidature za evropsko poslanko prve, ni imela nekega strankarskega ozadja, in to so ljudje, ki odločajo v tej stranki, ki pa očitno ne dajo toliko na njeno tradicijo, pa na to samo spoštovanje do stranke. Mislim, da je ta stranka popolnoma izgubila to samospoštovanje in da je dovolj, da se za tisti krog obveznih ljudi uredijo neki pogoji službe in zaposlitve. Za ostalo nam je pa vseeno, smejimo se pri 6%. Ja, če dalj bolj nam gre na smeh, bolj so stvari slabe. Ja. Če dodam, težko si predstavljam politika, ki ne bi imel talenta za to, da govori premišljene izjave. Torej, politik, ki nepremišljeno nekaj pove, ne more biti politik. To je osnovni pogoj vsakega politika, da vedno tako reče, da se lahko izmaže ven. Torej ne more govoriti takih stvari, da se potem sam sebe negira, ker se to že tako ali tako velikokrat zgodi. Tu imamo pa recimo prav pri Golobu in pri Tanji Fajon imamo dva taka tipična politika, ki se po trikrat premislita in obrneta izjave. Zdaj na srečo imata take medije, da to ne problematizirajo, ne? Ampak moramo pa vedeti, da je SD konkretno. Ona ima predsednika republike v tem trenutku. Borut Pahor je zrasel iz stranke SD oziroma SDP oziroma Zveza komunistov Slovenije in je potem sicer izstopil ali zamrznil ali nekaj, kaj se je zgodilo. No, torej oni imajo svojega kandidata in da zdaj nimajo niti, imajo svojega predsednika izvoljenega z veliko podporo in da zdaj nimajo niti kandidata, to pa vendarle bi morali dati nase, da bi dali vsaj nominalno nekoga.
prav res, ne? Če mi to ugotavljamo, bi verjetno morali tudi oni sami. Zdaj, tisti, ki so še preostali v tej bitki za predsednika republike, so seveda na različne načine komentirali ta odstop Marte Kos. Večina ga je obžalovala, kar se meni tudi zdi nenavadno, ker manjša je konkurenca, večje možnosti imaš, ampak pustimo zdaj to. Predlagam pa, da si pogledamo prvo reakcijo Nataše Pirc Musar, ki verjetno bi naj bila med tistimi, ki bi najbolj pridobili s to odločitvijo, ki se mi je zdela zelo zanimiva. Pa poglejmo. Mi je žal, ampak želim ji vse dobro na njeni poti. Bi pa rada povedala še to. Marta mi je sama sporočila to novico in draga Marta, res ti hvala za to, da si bila ti tista, ki mi je sporočila to novico. Res zelo cenim. Zdaj imam dve vprašanji za vaju. Vidva res verjamete, da je Nataši Pirc Musar žal? To je prvo vprašanje. Ne? In drugo vprašanje, zakaj je Nataši Pirc Musar toliko pomembno, da je Marta Kos sporočila to novico sama, prva, očitno prednje o tem obvestila javnost, in zakaj je Marta Kos sploh čutila za potrebno, da najprej to pove Nataši Pirc Musar? Izvolite. Jaz mislim, da se je iz te govorice telesa in iz njenega nastopa, da se je videlo, če zanemarimo, kaj je vse povedala. Ja. Torej, če bi gledali brez besedila, brez tona, ja. Kaj bi opazili? Eno veliko hvaležnost. Ja. Eno veliko hvaležnost Marti Kos, da se je umaknila. In to mislim, da je sporočilo tega. Vse drugo je pač, se ni vedela, kaj naj v takem trenutku pove in je potem pač prišla v eno kontradiktornost oziroma v nasprotje samo s seboj. Ne moreš reči, da ti je žal, da je konkurent izgubil. Ne? Mislim, lahko rečeš čestitam za fair borbo. Sam borbe še niti ni bilo, nimaš kaj čestitati. Ampak odkot ta hvaležnost po vajenem mnenju? Zakaj tako olajšanje? Jaz mislim, da ta hvaležnost in ta neka informacija, ki je čutila potrebno zapovedati, da je Marta Kos osebno sporočila, mislim, da to izhaja iz neke potrebe javne in široke podpore Gibanja Svoboda in mogoče celo same Marte Kos osebno v nadaljevanju kampanje. Po drugi strani pa mislim, da vsem na tem polu odgovarja, da se kampanja polarizira. Jaz mislim, da na preteklih volitvah nikoli ni bilo tako, da se je polariziral na tej liniji Janša proti tej anti-Janša. Z teh volitev se pa očitno to poskuša spet narediti. To se vidi s recimo vabili na gostovanja v RTV-ju, kjer se že a priori postavlja Natašo Pirc Musar proti Anžetu Logarju, katerega se kontinuirano označuje in se ga sprašuje in se mu lima etikete z Žanom Mahničem, z Grimsom, z tviti in mislim, da je to nek način, kako spet generirati to neko volilno bazo, ker je to očitno uspešno potekalo na preteklih volitvah državnozborskih in tudi prej. In to je pa mislim, da prvič v nekak tej predsedniški kampanji, da smo prišli do tega, da se isto ta nekako polarizacija Janša, anti-Janša preslikava tudi na te volitve. A mislite vidva, da je ta strategija polarizacije, o kateri si zdaj ti govoril, Darko, je lahko uspešna na teh predsedniških volitvah? Jaz celo dvomim. Mislim, da je to Pahor pokazal s tistim poskusom bildanja in Tirka in Marjana Šarca, kjer je Pahor nekako se vzpostavil kot nek kandidat nestrankarski, neideološki, celo pogosto prestopajoč te ideološke neke predpise, prestopajoč mogoče na tisto desno, konzervativno stran v nekih primerih. In mislim, da v tem nekem širšem volilnem telesu, mislim, da je pri predsedniških kandidatih, da ljudje vseeno iščejo neke druge osebnostne lastnosti, konec koncev mogoče tudi nekako imidž človeka, vseeno gre za nekega predstavnika, za neko funkcijo, za nek konec koncev nosilca imidža države. Tako da mislim, da pri predsedniških volitvah, ampak se poskuša, se pravim, umetno ustvariti ta polarizacija, mogoče vplivati na javno mnenje, da spremeni svoje tiste preference pri izbiranju predsedniških kandidatov
ampak no, upam, da ljudje ostanejo pri tem, da pri predsedniških kandidatih vendarle gledajo malo širše. Ja, Tino. Ja, jaz se strinjam s tem, ampak oni razmišljajo o veliki zmagi, ki so dosegli ravno s polarizacijo. To je bila izjemno velika, nepričakovano velika zmaga, nagrajena posebej v parlamentu in zdaj računajo, da bojo ponovili. Ne, to dejansko hočejo pač to sovraštvo še naprej spodbujati. Zdaj, koliko jim bo uspelo, ne vemo. Vemo pa, da se glas ljudstva in te kulturnjaki in tako imenovana civilna družba tudi postavlja na okope in da je že bila s kovčkom pri premijeju. Kaj je dal Golob v kovček, ne vemo, ampak ponovadi v kovček se da denar. Ja. Zdaj, kdo po vajenem mnenju zdaj konkretno najbolj pridobi s tem, ko se je Marta Kos umaknila iz predsedniške bitke? Je to Nataša Pirc Musar, je to kdo drug? Jaz vsekakor mislim, da je Nataša Pirc Musar. V nekem segmentu pa mislim, da zdaj nekako, ko gledamo ostale kandidate in recimo to potrebo Levice, ki jo je izkazala, da bo kandidirala, da bo predstavila svojega kandidata v roku 10 ali 14 dni, da se očitno odpirajo neki prazni prostori in izkoriščanje predsedniške kampanje za, po mojem mnenju, tudi za lokalne volitve. Za nekako izpostavljanje nekih ljudi, ki bi načeloma mogoče potem napadali mesto župana Ljubljane. To se meni zdi predvsem pri kandidatu potencialnem Levice, da se ga nekako izpostavi že v tej in se naredi permanentna kampanja 6 mesecev oziroma 5 mesecev. In se mi zdi, da so to neki odprti prostori, ki ne grejo direktno na samo zmago na predsedniških volitvah, ampak za izkoriščanje tega medijskega prostora, ki bi ga dobili. Poleg tega mislim, da tudi SD sedaj globoko se, vsaj če ne razmišlja o kandidatih, mu je pa žal, da v nekem trenutku niso dali svojega kandidata ali pa takoj na začetku odločno podprli Nataše Pirc Musar. In na koncu mislim, da za sam rezultat, da bo pa sigurno najbolj na roko ta odločitev šla Nataši Pirc Musar. Tino, kaj pa Anže Logar recimo, kaj pa to zanj pomeni? Jaz mislim, da za njega gotovo to mu pomaga pri njegovem rezultatu, da se pač na Levici izčisti vse skupaj, da nima dveh protikandidatov, ker je bilo dejansko možnost, da se recimo v drugi krog uvrstita dva leva kandidata. Ne? Tako da je z tega stališča, to je recimo ta razmišljanje Roka Čakša, ne? On pravi, da je s tem bo verjetno Logar prišel v drugi krog, kar pa ni najbolje, ker bi bilo bolje, če bi recimo Prebilič prišel, ki bi v drugem krogu lahko zmagal. Oziroma lažje zmagal kot Logar. Tako da tu so take kalkulacije, za katere so pač hipoteze. Vprašanje pa zdaj, kako bodo se obnašali v naslednjem mesecu, kako bodo mediji, kaj bodo o določenih kandidatih govorili in tudi kako bodo ljudje razmišljali, ker vemo, da ljudje velikokrat razmišljajo po svoje, tudi nenazadnje Kučana so ljudje izvolili po svoje, tako da ni za reči, da ne bi mogoče kdo od teh malih kandidatov dobil kaj več, pa presenetljivo več. Ja, kako v luči tega vidite odločitev Nove Slovenije, da ima svojega predsedniškega kandidata, ki so zdaj tudi sporočili zdaj po vseh teh dogodkih, šele to odločitev, rekli so, da so prej čakali na to, kako se bo odločila Ljudmila Novak, ali bi videl pričakovala, da bi desnica zdaj potem, ko se na levi očitno ena od dveh favoritin, saj v narekovajih favoritin se je umaknila, da bi se na desni podobno zgodilo in bi se vse desne stranke poenotile okoli Anžeta Logarja. Kako komentirate to, da bo NSI šla na predsedniške volitve s svojim kandidatom? Zdaj, če lahko jaz začnem. Meni se ta konsolidacija nikoli ni zdela pametna. Konec koncev mislim, da Anže Logar ne bo imel problemov priti v drug krog. Same pozicije Nove Slovenije pa mislim, da je to za eno stranko, ki se gre resno v politiko, pametna odločitev. Zdaj o samem kandidatu ne bi
razglabljal, to je odločitev stranke oziroma njenih teles, mogoče bi bila lahko boljša, mogoče slabša, ampak vsekakor odločitev, da grejo na volitve, da grejo s svojim kandidatom, je nek dokaz, da se gre za resno stranko, da stranka kljub, ne vem, nihanjem, mogoče manjšim, večjim, a vendarle je nekako Nova Slovenija imela to neko konstanto v slovenskem političnem prostoru, da je to super odločitev za razliko od, pač, kot pravim, nekih socialnih demokratov, ki leta in leta ravno gradijo na tem, da so tradicionalna stranka, da se ve, kaj za njimi stoji, da se ljudje nimajo bati, da je izbira njih, izbira tistega, ni izbira mačka v žaklju, da se pa taka stranka ne odloči, to je pa pač in to je nek kontrast tega, kar je SD naredil, je Nova Slovenija naredila pozitivno in vsekakor podpiram to odločitev. Vse pravim, za samo konsolidacijo na desni strani bi se pa zgodilo to, bi ravno s tem tudi desna stran potencirala to polarizacijo, v kateri pa desna stran vedno zgubi. Tako da vsekakor pa mislim, da Anžetu Logarju ne bo preveč škodovalo ta kandidatura Cigler Kralja. Ok, Tino? Na klauzuri naj bi imeli 3 kandidate na mizi. 2, za katera se je vedelo, in Ciglerja Kralja, za katera se ni vedelo. To je bila skrivnost, dejansko nihče za to praktično vedel, razen znotraj stranke. Zdaj Ljudmila Novak, mislim, da vsi vemo, da to ni bila dejanska kandidatura oziroma ni bila možnost, da se nihče za to ni odločil in da dejansko niso čakali, da se ona odloči, ampak so tako džentelmensko povedali. Torej, pogovarjali so se o tem, ali bi podprli Kovšco ali Cigler Kralja. Zdaj, da so razumljivo je, da so Cigler Kralja podprli stališča stranke, da nagradijo svoje kadre, da recimo njega, ki se je pokazal kot presenetljivo ime na mestu ministra in se je potem zelo dobro pokazal, ne, to mu priznajo tudi na levi. Torej je en tak, tudi po karakterju in po značilnostih je zelo predsedniški, ne. Težava je, da ima premalo let, ne. Jaz tukaj vedno govorim načeloma, zdaj ne glede na to, da se poznava, jaz mislim, da mlad politik ne bi smel iti politiko, načeloma, in za občinske volitve bi jaz, če bi, pa nisem, ne, ampak recimo, za občinske volitve ne bi smel kandidirati, če nimaš 30 let, za državni zbor, če jih nimaš 40, in za predsednika vlade 50 in recimo za predsednika države 50 plus. Ne, to je, jaz mislim, da je to ena normalna uzanca, to so normalni standardi po Zahodu, ne, tako da tukaj... Ana Marin je 36. Ja, ampak se vidi, recimo vidiš in pri Macronu in pri Kurzu vidiš ogromno teh felerjev, ne, zaradi katerih to govorim. Ampak nekaj drugega sem hotel povedati, glede Nove Slovenije, oni bi z podporo, eventualno podporo Kovšci, ki so jo odtegnili, bi se lahko bolj razširili na tisto sredino, ne. Tako so se pa v bistvu zabetonirali na tisto strankarsko, tistih strankarskih 8-9-10% in s to politiko pač ne bodo presegli teh 8-9%, ker so preoski. In na tej točki moramo za danes končati, ampak seveda bomo v tej temi še veliko govorili, ker kot je že bilo rečeno, prava predsedniška bitka nas šele čaka. Tino Mamić, Darko Mršič, najlepša hvala za vajine komentarje, gledalke, gledalci. To je bil o tem, zakaj Marta Kos nalogi ni bila kos, že 759. faktor na TV3. Jutri bomo za vas gostili dr. Vladimirja Prebiliča, župana Kočevja, varnostnega strokovnjaka in tistega predsedniškega kandidata, ki bi lahko z odstopom Marte Kos največ pridobil. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.